Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. V današnjem videu si bomo pogledali, kako se naredi raziskavo ključnih besed. To pomeni, da bomo pogledali, kolikokrat se na Google išče katera od ključnih besed, ki je pomembna za vaš posel, oziroma če pišete blog ali pa za kakršnokoli spletno stran. To, da naredimo raziskavo ključnih besed, nam omogoča Googlovo orodje, ki se imenuje načrtovalnik ključnih besed. Do njega pridemo tako, da v Google pišemo AdWords, kliknemo prvo povezavo, se registriramo, gremo na orodja in najdemo načrtovalnik ključnih besed. Ko vse to naredite, pridete do te stopnje, kakor vidite tukaj na ekranu. Zdaj si pa za primer vzemimo, da imate spletno stran, na kateri prodajate avtogume in želite raziskati, pod katerim ključnim besedam ljudje iščejo vaše izdelke. Se pravi, prva ključna beseda, ki vam pade na pamet, je zagotovo gume. In v Google, se pravi, tukaj vpišete gume in ta orodje vam pokaže, da se beseda gume išče 9900-krat na mesec. To je povprečno število iskanj za celo leto. Se pravi, če pogledamo po mesecih, vidimo, da je v mesecu novembru kar 12700 iskanj, primer v mesecu juliju pa samo 4400 iskanj. Ko raziskujemo te ključne besede, je zelo pomembno, da nastavimo območje Slovenija in jezik slovenščina. V nasprotnem primeru, da to ne nastavimo, dobimo podatke še iz drugih držav. Primer, gume se iščejo tudi še v državah bivše Jugoslavije in potem te podatki niso točni. To pomeni, da bi dobili bistveno večjo številko kot 9900, ker bi upoštevalo še tiste ostale države. Se pravi, če pa vaš trg Slovenija, vas iskanja v teh državah ne zanimajo, zato je treba nastaviti Slovenija in jezik slovenščina. Jezik niti ni nujno, da ga nastavite, ker če iščete kakšno tako besedo, ki ni čisto pravilna slovenska, je bolj, da niti nimate tukaj nastavljeno slovenščino. Zdaj smo ugotovili, da se beseda gume išče 9900-krat na mesec. Če gremo malo niže pogledati, nam tukaj Google da predloge sorodnih ključnih besed. To so besede, katere Google tudi povezuje z besedo gume. Vidimo, poceni gume se išče kar 3600-krat na mesec. To je zelo lepa številka in če prodajaš gume, zagotovo se moraš osredotočiti tudi na to ključno besedo. Potem še gume poceni, se pravi obrnjeno 1000 iskanj. Letne gume 1300, gume takoj 1300. To je sicer spletna stran, tako da to mogoče ni najbolj primerna beseda za optimiziranje, ampak išče se 1300-krat. Če prodajate rabljene gume, je potem tudi 1600 iskanj za rabljene gume, avtogume 880 in tako naprej. Tukaj, če gledamo, rečemo gume Sava 320, Petrol gume 720 in še tako naprej, vidite, kar veliko teh predlogov je. Seveda, nas najbolj zanimajo tiste z največjimi številkami. Tukaj še vidimo letne pneumatike 720 iskanj na mesec, traktorske gume 1000 iskanj na mesec. Če prodajemo tudi traktorske gume, zagotovo moramo razmišljati na optimizacijo pod ključno besedo traktorske gume. Potem vulkanizerstvo, če smo vulkanizer in prodajemo gume, zagotovo moramo tudi gledati, da bomo optimizirali na ključno besedo vulkanizerstvo našo spletno stran, ker je 1000 iskanj na mesec. To je kar velika številka. Sedaj, ko smo dobili nekaj idej in predlogov, lahko iskanje nadaljujemo še z drugimi besedami, pa bomo potem mogoče dobili še kakšno idejo za čist novo ključno besedo.
Ker se ravno začenja sezona za zimske gume, poglejmo, kolikokrat na mesec ljudje vpisujejo v Google zimske gume. Tukaj nam Google pokaže predlogi skupin oglasov. Tukaj ne moremo najti nekih konkretnih rezultatov, zato moramo vedno potem klikniti predlogi za ključne besede, ta zavihek. In zdaj vidimo, zimske gume se pa išče 5400-krat na mesec. To je povprečno mesečno iskanje. Če gremo pogledati po mesecih, vidimo, da se v oktobru išče 22200-krat, v novembru tudi 22200-krat in potem pada decembru samo še 4400-krat in poleti skoraj ni iskan, kar je normalno, ker poleti ljudje večinoma ne kupujejo zimskih gum. Zdaj, če se še pogledamo, če nam tukaj še kaj pametnega Google predlaga, zimske gume Sava 260, zimske gume Test, to pomeni 320 je kar nekaj iskan, to pomeni, da bi bilo mogoče pametno, če na svojo spletno stran daste neki članek, kjer najdejo ljudje teste zimskih gum. Če to pogledamo, koliko je mesečno iskanja, vidite, da je v novembru 1600, v oktobru pa 1300, kar nikakor ni zanemarljivo. Tako da tukaj bi zagotovo predlagal, da na svojo spletno stran daste članek na temo zimske gume Test in se s tem člankom pojavljate visoko. Poceni gume, to smo že prej videli, predlog. Tako, tukaj ni nekih novih dodatnih predlogov, lahko zdaj pa še vpišemo zimske pnevmatike. Zimske pnevmatike se iščejo 1000-krat na mesec. To je veliko manjkrat kot zimske gume. To pomeni, da se moramo bolj osredotočiti na optimizacijo, na ključno besedo gume kot pnevmatike, ker se to veliko večkrat išče. Sicer je pravilna slovenska beseda pnevmatike, ne gume, in nekatere spletne strani so optimizirane izključno na besedo pnevmatike, ker pač mislijo, da ljudje ne vpisujejo gume, ker pač to ni pravilna slovenska beseda. Ampak orodje nam pokaže drugače, tako da moramo gledati predvsem, da optimiziramo na besede gume. Seveda tudi pnevmatike ni zanemarljiva beseda in število iskanj. Vidimo, zimske pnevmatike se išče 1000-krat, v oktobru 4400-krat, v novembru tudi 4400-krat. Zimske pnevmatike Sava, samo 50, to je ključna beseda, na katero se ne splača ozirati, ker je premalo iskanj. Gremo zdaj vpisati samo besedo pnevmatike, da vidimo, če nam tukaj ponudi kakšen pameten predlog Google. Evo, pnevmatike se išče 4400-krat na mesec, oziroma 9900-krat v oktobru. Potem tukaj letne pnevmatike 720-krat, sigurno zanimiva ključna beseda, rabljene pnevmatike 390-krat, pnevmatika Sava 170, gume pnevmatika, obe dve besede napisane 320-krat. Tako, če zdaj tole pogledamo, ko smo v teh parih minutah naredili hitro raziskavo, smo našli kar nekaj zanimivih ključnih besed, na katere moramo optimizirati svojo spletno stran. Tisti, ki spremljate mojo spletno stran zasluzek.org, veste, da sem se pred kratkim odločil, da bom napisal turistični vodič za otok Krk. Ta turistični vodič bo v tiskani in spletni izdaji.
Zdaj, kar se tiče spletne izdaje, je zagotovo zelo pomembno, da prej naredim raziskavo ključnih besed in da probam to spletno stran, na kateri bo ta vodič za Otok Krk, mimogrede ta domena je www.otok-krk.si, se pravi, moram prej narediti raziskavo ključnih besed. Začnem seveda tako, da v ta orodje napišem Otok Krk in da vidimo, koliko se išče Otok Krk. Otok Krk se išče 1600-krat na mesec, to je povprečje. Poglejmo zdaj še po mesecih. Se pravi, največ iskanje v mesecu juliju, kar 5400 iskanj, avgusta 2900, junija 3600. Seveda, to je tudi zelo pomemben podatek bil zame, ali se mi sploh splača pisati ta turističen vodič. Če bi bilo iskanj v vezi Otoka Krk zelo malo, potem bi rekel, da se mi to ne splača delati. Ker pa sem jaz prej naredil to raziskavo in sem ugotovil, da je zelo veliko iskanj, sem pa se odločil, da je to zagotovo prava zadeva, ki se jo splača narediti. Zdaj poglejmo še, kaj nam predlaga, kaj nam Google še predlaga, kaj bi bile še kakšne druge ključne besede. Otok Krk apartmaji 260, to ni neka velika številka, ampak 720 v mesecu juliju. Otok Krk zemljevid 170, se pravi, mogoče se splača narediti neko novico, kjer pač je neki zemljevid Otoka Krk in še nekaj napisano glede krajev, kje so razporejeni in tako naprej. No, veste, zelo dobra ključna beseda, vreme, Otok Krk, 880 iskanj na mesec oziroma v mesecu juliju 2900. Apartmaji Krk, 1300, to je tudi zelo beseda taka, ki bi rekel tudi profitabilna, ker če bo ta spletna stran visoko uvrščena pod apartmaji Krk, bojo na tej spletni strani zelo zainteresirani lastniki apartmajev, da se gor pojavljajo in seveda nam za to plačajo. Vidimo, da je pa kar 4400 iskanj na mesec. Otok Krk hoteli 90, to je bolj majhna številka. Krk apartmaji 390. Apartmaji ob morju, to sicer ni povezano z Otokom Krk. Seveda, vsi ljudje ne opisujejo Otok Krk, nekateri opišejo samo Krk, pa v pismu še ni samo Krk, pa da vidimo, kaj nam tokrat ponudi Google. Evo, samo besedo Krk pa celo ljudje še večkrat opisujejo, poprečno 2400-krat na mesec oziroma v mesecu juliju, ko je iskan največ, 6600-krat. Apartmaji Krk smo že rekli 1300-krat. Vidite, vreme Krk 1900-krat oziroma v juliju in avgustu kar 27100-krat. To je zelo velika številka. To pomeni, da zagotovo moram na svoji spletni strani narediti podstran, kjer bo ljudje najdel vremensko napoved za Otok Krk in bo tudi ta podstran optimizirana na besedo vreme Krk. To pomeni, da če bo nekdo v Google pisal vreme Krk, se bo ta spletna stran pojavljala visoko med zadetki. Otok Krk apartmaji 260, to je malo manj. Krk vreme, vidite, tudi okoli obarjeno 1600 iskanj na mesec, oziroma julija kar 5400-krat. Tudi vremenska napoved Krk 720-krat, ni zanemarljiva cifra, oziroma v juliju 2400-krat. Hoteli Krk 170-krat. Do sedaj smo iskali ključne besede, ki so povezane z Otokom Krk. Se pravi, lahko pa tudi iščemo besede, ki so povezane z kraji na Otoku Krk. Tukaj sem upisal Baška in vidim, da se išče 880-krat na mesec, oziroma v mesecu juliju kar 2400-krat.
Zdaj še pogledamo, kaj nam Google še predlaga. Vreme Baška 880 krat oziroma v avgustu 2900 krat. Seveda sem na svoji spletni strani tudi naredil podstran Vreme Baška in če vpišete v Google Vreme Baška, boste videli, da se ta spletna stran pojavi med prvimi 10 zadetki, kar pomeni kar nekaj dodatnega obiska na spletni strani. Seveda, do naslednje sezone imamo še veliko časa in bomo te uvrstitve še bistveno popravili. Namreč za optimizacijo spletne strani je potrebno čas. Ta čas se meri v mesecih. Za neke lahke ključne besede rabimo do 2 meseca časa, za malo težje pa tudi do pol leta in več. Tako da mi bomo na optimizaciji še delali in sem prepričan, da se bomo tudi še bistveno bolje pojavljali, kot se pojavljamo ta trenutek. Poglejmo tukaj, če se še kaj pojavlja pod Baška. Vidite, Vreme Baška Krk 110 krat oziroma 320 krat v mesecu juliju. Baška Hotel 20 krat. Zdaj se mi je tukaj pojavil vprašanje, skoraj prepričan sem, da ljudje vpisuje tudi apartmaji Baška. Pa vpišemo Baška in poglejmo, kolikokrat se išče ključna beseda apartmaji Baška. 210 krat oziroma 590 krat v mesecu juliju. To je kar lepa številka, tako da zagotovo se moramo tudi osredotočiti na ključno besedo apartmaji Baška. Pogledamo še malo predloge. Zdaj, ker malo pomislim, mogoče kdo tudi vpisuje apartmaji Baška Krk. Poglejmo še to, če za to ključno besedo obstaja kaj iskan. 110 na mesec, kar pomeni 320 v mesecu juliju. Tudi to ni zanemarljiva beseda, tako da jaz bom na svoji spletni strani uporabil tudi to ključno besedo, bom gledal, da se pojavimo visoko na Google. Zdaj, mogoče nekdo tudi vpisuje Baška otok Krk, ker obstaja tudi Baška voda, pa mogoče ne dobiš najboljše rezultate, če vpiše sam Baška, popiše človek Baška otok Krk. To je samo 20 iskan, se pravi, to je pa malo, tako da to je pa beseda, na katero se ne splača delati optimizacije, ker je premalo mesečnih iskanj. Poglejmo pa še, če mogoče ljudje vpisujejo samo Baška Krk, se pravi brez besede otok. No, to se pa išče 390 krat na mesec oziroma v mesecu juliju kar 1000 krat. To je pa zagotovo ključna beseda, na katero je treba dati pozornost in tudi optimizirati našo spletno stran. Takole, to bi bil en kratek primer, kako se dela raziskava ključnih besed. Zagotovo, če pišete blog, imate spletno stran, katera vam prinaša denar, zagotovo morate najprej narediti raziskavo ključnih besed. Tudi če že imate spletno stran in tega še niste naredili, naredite sedaj in se potem začnite osredotočati na te ključne besede in tudi delati na optimizaciji, da se bo vaša spletna stran po tem ključnim besedam začela pojavljati visoko na Google. Hvala.